This is for Africa, Zamina Mina, Waka Waka, Zamina Mina Zangalewa. This is for Otok Gore je prava mala oaza miru brez avtomobilov ter z lepimi barvitimi kolonialnimi hišami. Kljub temu pa je zgodovina otoka vse prej kot idilična, saj je igral ključno vlogo pri eni izmed največjih tragedij človeštva, trgovini sužnji. Otok je bil ena prvih zahodnoafriških kolonij, saj so ga v sredini 15. stoletja osvojili Portugalci, kasneje pa so ga nadzorovali tudi Nizozemci, Angleži in Francozi. Afriški in arabski trgovci so iz notranjosti Afrike sužnje peš prignali vse do obale ter na otok, kjer so jih v lastništvo predali evropskim trgovcem v zameno za orožje, alkohol, tekstil in druge dobrine iz novega sveta. V 3 stoletjih trgovanja sužnji je bilo preko otoka prepeljanih več milijonov zasužnjenih ljudi. Po ocenah naj bi bilo od tod v novi svet odpeljanih med 12 in 20 milijonov sužnjev. Približno 2 milijona jih zaradi podhranjenosti, bolezni in nasilja ni preživelo plovbe, veliko pa jih je storilo tudi samomor. Otok tako velja kot opomin grozotam, ki so se dogajale povsem legalno in vsem na očeh. Obiskali so ga številni pomembneži in se poklonili žrtvam suženjstva. Med drugim tudi Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, Nelson Mandela in mnogi drugi. Živijo v Novem Vlogu, mi smo danes spali oziroma smo se zbudili v Dakarju, čist blizu porta, odkoder smo šli tudi na trajekt na ta otoček, tako da smo ujeli že trajekt ob 10, mislim, da. Ja, sam otok nam je bil res kar všeč, malo sva se počutila, da sva na dopust šla, ker je že zelo dolg, pa malo že kar 2 leti nisva neke turistične stvari si prvoščila. Bilo je zelo lepo in zanimivo, tudi ta muzej, ki smo si ga šli ogledati, pa nasplošno je pač otok in hiše čisto drugačen od kaotičnega in groznega Dakarja, tako da ja, je bilo kar lepo. Ja, smo bolj nazaj smo prišli, mislim, da okrog 4 šele v port, tako da zdaj se počas smo se že prebili čez večino Dakarja. Zdaj gremo pa naprej, upamo, da danes najdemo eno v redu plažo, kjer bi tudi mogoče lahko ostali pol čez novo leto in si malo spočili. Smo pa drugače iz Dakarja prvič v 3 letih na tem potovanju šli po avtocesti, zato ker je bila spet ful gužva in res nisva hotela spet par ur stati v prometu, tako da ja, smo si prvoščili avtocesta za par kilometrov, kar je tudi edina plačljiva cesta v Senegalu. Včeraj potem unga placa, ki so ga imela izbranega, nismo mogli doseči, zato ker je bila čez cesto, je bil nameten nek gradbeni material, tako da nismo mogli do tja priti.
potem smo šli naprej in najdali ne preveč idealen prostor, tako da danes bomo šli spet naprej in upamo, da bomo najdali eno lepo plažo. Bomo videli, no, a bomo lahko do nje prišli ali ne. Včeraj smo potem našli tale prostor, smo prišli čez do obale, sicer za zadnji kilometer smo po tej kolovozu porabili, ker ne vem, po moje pol ure ali pa kaj takega, ker so mogli tudi na trenutke malo pucati cesto in odstranjevati veje in jaz sem dvakrat mogel iti ven in s štrikom potegniti kakšno nizko vejo stran, da je Nastja pol spodaj lahko odpeljala, ampak ja, na koncu smo dosegli to plažo. Tako da bomo zdaj pričakali novo leto na plaži. Ja, je kar fino, ker je zelo toplo. Sonce je že zašlo, je že tema, pa smo še vedno v kratkih rokavih, tako da sva kar zadovoljna nad letošnjim novim letom. No. Vam pa želiva vse lepo v prihajajočem letu in hvala, da naju spremljate. Upava, da nas boste še naprej, pa da niso preveč dolgočasna. In ja, no, da bi se vam uresničilo vse želje. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem vlogu v naslednjem letu. Dio.